24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Moje ime je Uroš in danes za vas predstavljamo eno izjemno lepo mediteransko deželo in pa kaj je tudi najmanjšo deželo udeleženko Eurobasketa 2014. Torej, predstavljamo Črno Goro. In z mano je Zoran. Zoran, lep pozdrav. Živijo. Zoran, kaj te je prineslo v Slovenijo? V novinah sem zasledil oglas, da rabijo delavce. Nakon 2-3 tedna sem dobil en pozitiven odgovor in prišel sem sem delati. Nekaj sem še dodatnega znanja dobil, tako da zdaj delam že več kot 30 let, opravljam delo mesarja. Aha, se pravi, Da, tako. poklic ta prav. Tako. Pol veš, zakaj si tukaj danes? Tako. Danes bomo pekli, bomo pekli meso izpod sača in pripravili eno sladico, ki se imenuje putica. Po vaše putica, po naše je patišpanja. Aha. Tako. Aha, pol ne bomo nič kvasili pa zavijali v reke? Ne, to je enostavna jed. Meso izpod sača isto enostavno. Pri nama niso komplicirane jedi. Ti si šef, jaz sem tvoj pomočnik. Kaj ti lahko pomagam? Jaz bom delal okoli mesa, okoli pečenja. Tem, ko si najbolj vešč. Tako. Grem jaz pol na sladičko. Tako. Se pravi, umešala bova jajca pa sladkor in potem dava moko. Dava moko pa mečkem pecilnega in to je to. Okay. Za meso izpod peke potrebujemo 1 kg svinjskega pleča, 1 kg krompirja, sol in poper. Recept najdete na ave.si. Zoran, kaj boš naredil? Vzel sem en kos mesa, zdaj sem ga rezal na manjše kose, da se prej speče. Zato, ker tle nimamo take priprave za sač, bomo naredili bolj enostavno, kot bi delali doma. Kako se naredi? Bomo dali enostavno vrevno peč, zraven malo krompirja, posolili, dodali kaj začimbi in to je to. Ga boš kar na polni mariniral? Jaz bom pa ta čas penasto umešal tole testo za patišpanjo. Mislim, da je testo v redu. Tako, super. Sva rekla, penasto lepo umešava noter, dava še moko. Moko isto in se meša. Je pa zelo gosta zadeva. Tako mora biti. Kaj boš pa ti v tem času naredil? Lahko meso posolim, krompirje operem in to je to. In potem dava kar peč. In damo peč. Se rekla še malo pecilnega praška. Dej povej, kako pa vi doma recimo pečete to izpod sača? To je drugačna dolga zadeva, ne? Tako, odvisno od kosu mesa, koliko velik kos je mesa, toliko se peče. Če je kilo, se peče uro, malo več. Sač je sestavljen iz 2 dela. Posoda, v kateri se peče in pokrov. Pokrov je takega ovalnega oblika. Vse, kar imate za peč, obično se zraven samo peko krompir. Meso se lahko peče svinjsko, jagenjček, piščanec, zajec, divjačina, lahko se peče vse, razen govedine, zato ker je govedina trda. In normalno, ta spodnji del se dobro ugreje na žaru in se da not na žar. Kar imate za peč, je vse pripravljeno, date not, pokrov in date čim več žara okoli, da vse zadihta. Čar tega je, da mast, ker je not vse maščobe, dišave, ne grejo van. Ostanejo not, meso je sočno za jesti. In zelo, zelo okusno. Mi da bova dala malo moke. Za vsak slučaj, da se ne bo prijel. Može. Jaz bom še krompir opravil. No, kar operem. Jaz bom pa ta čas patišpanjo pretresel. Za patišpanjo potrebujemo 5 jajc, pol skodelice sladkorja, 1 skodelico moke in 1 vanilin sladkor. Recept najdete na ave.si. Govorila so o saču. Mi da bova dala krompir noter. Kaj pa kakšna druga zelenjava? Daj kaj drugega date noter? Zelenjava ne pride za peč not. Edino lahko se včasih da kakšna čebula, če je divjačina, se razreže samo na pol ali na 4 dele, odvisno koliko velika. In se da not peč. To je odvisno od
mesa, ker ga pečete. Ne. Zdaj, če pečemo svinino, ne bomo dajali nič not. Se pravi, bo dala samo, kako si rekel? Samo damo krompir, meso, ki je že posoleno in to je to. Torej, to je dejansko ena velika specialiteta, ne, v Črni Gori, meso izpod sača. To je tradicionalno crnogorska jed. Izpod sača, mislim, da na teden se peče dvakrat najmanj. In meso je zelo okusno za jesti. Sprav ste veliki oboževalci sača. Veliki gurmani. Mislim, da vsaka večja gostilna ima sač. Tako da doma je isto narejen sač. Vsi imajo to, mislim, da tu in tamo kakšni nimajo, pa sposodijo eni od drugih, da pečejo izpod sača. Tako da zelo, zelo razširjena stvar je v Črni Gori. Si bomo pomagali mi, da danes kar steki papirjem? Tako, zato ker imamo pokrova, bomo peko papir dali okol. Se pravi, to je sač, kot ga lahko doma narediš v pečici. Tako, nekaj podobno, mi bomo naredili podobno, ne, tako da. Lepo takole. Fajn zakrila. Ja. Super, dajva peč. Evo. Lahko dava tudi sladičko kar zraven peč? Lahko. Evo, jaz bom dal vodi. Bom pa jaz to zgoraj dal. Ti daj na vrh, ne pa bomo. Sva rekla, na začetku bova dala na 220 stopinj za 10 minut. 10 minut pa bomo zmanjšali na enih 180 in bomo pekli naprej. Ker bo sladica prej pečena, jo bomo parkrat vzeli van pa probali. Zubotrebc, pa če se kaj lima gore ni pečeno, na zubotrebcu ne sme biti nič, pa je pečeno. Ne. Mislim, da pečenje traje 20-25 minut in to je to. No, sva umetnost. Super. Zoran, jaz vem, da ste vi v Črni Gori, imate radi suhomesnate izdelke, tudi slovite po zelo dobrih, ampak imam samo nekaj zate, nekaj dal za poskusiti. Vem, da imate zelo radi klobase, imamo eno super klobaso. Pa ti kot mesar, po mojem, boš tudi dobro vedel, a je v redu ali ni. Bomo probali, ne? Bova naredila eno mezo. Može. Tole midva zdajle zrezala, pa servirala. Bova kar takole na... Debelejši kos. Ja, seveda. A bi zraven ponudila še kaj drugega? Lahko pride še sir v poštev. Aha, Tako. imam beli sir. Može. Super, a boš ti zaključil? Može. No, daj, pa bom šel beli sir iskat. Može. Boš kar zrezal? Boš zraven dal, pa še povedal, kdaj ste vi te meze najraje jedli? To se najraje je zjutraj in se moralo je zjutraj. In uz to se pilo največ rakija. Mi otroci smo pili mleko, uz to pridejo še včasih kakšna kuvana jajca, drugače klobase so bile vedno, ali ni bilo razlike, sir je moral biti, ker to brez sira ni šlo. Tudi če ni bilo klobase, bil sir pa kruh, pa mleko. Kaj kislega zraven, kakšne kisle kuma? Nič, tega ni bilo, nič. Super. Izvoli, jaz grem pa ta čas pogledati v pečico, kaj se dogaja z najino hrano. Mož. V redu? Mož. Zoran, najina hrana je v redu, a jaz lahko znižam temperaturo, boš preveril? Lahko. Mislim, da lahko, ja. Lahko. Super. Zelo lepa je. Super. A dava na 180? Tako, na 180. Evo, deva na 180. Tako. Greva mi da zaključiti tole mezo, ker jaz sem že kar lačen ratu. Kdaj ste to jedli? Zjutraj, ampak zakaj? To je konkretna hrana. Tako, zjutraj se moglo delati, moglo si imeti velike energije. Ne. Kot otroci smo isto mogli jesti, mogli delati in to je to. Potem bova tudi mi imela dosti energije. Dosti za danes, sigurno. 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 Da. A ste sir kaj polivali z oljem? Nič. Res nič ne komplicirate vi? Ne, pri nama ni kompliciranih jedi, tako mi smo bolj enostavni, ne kompliciramo in zdaj se mogoče ta kuhinja bi dobila neki večji značaj, mogoče se kaj usavrši več, ne. Recimo, če greste po kakšnih gostilnah, dobite veliko več začimbi in vsega, ampak če ste doma, ne, recimo,
jaz tudi rad imam, da je bolj enostavno, nekomplicirano. Več komplikacij. Zdaj ne veš, kaj bi kako naredil, ne, enostavno. Smo kar nekaj probal. Ja. Prava Zelo meza. v redu. Super, ja. Za zjutraj je bolj, če ga ni. Ja. Ne? Če si hotel cel dan na polju delati, si mogel tole jesti, ne? Tako. Prav res. Ti všeč klobasa? Zelo v redu je. Super, hvala ti. Prima, zelo v redu. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Zoran, kaj pa siri? Črna Gora je znana po zelo dobrih sirih. Tako. Imate mlade, starane, kaj še imate najraj? Mi najraje imamo stari sir, ne, to je stare približno 1 let in stoji v lesenih posodah, zalit je iz vodu, ki je ena posebna voda, ne more biti navadna voda, ne, in stoji v soli. V križkah je, mi rečemo križke, ne, in se lomi in tako se je. Če poteče 1 leto, pol ostane stari sir, še starejši od tega, je zelo trd. Drugače pa obstaja še mladi sir. To je sir, ki je star 1 mesec, mesec in pol, ki še ni dobil svoje skorje, tako. Je pa zelo je mehak in je dost maščobe not v tem siru, ne. Drugače pa obstaja centralni del okoli Cetinja, Njeguši, to obstaja dimljeni sir, razne sorte su, tako da mi severni konc bolj imamo ta domači sir kravji kot oni, ne, oni ga držijo po 2 let, ga sučijo, ga obračajo, mi ne kompliciramo, ta konc je zelo. In kaj bolj praviš na tele sire, te so mladi? Ta je v redu sir, tak sir je pri nama, ne, tak mladi sir je, zelo v redu je. Kaj pa sama kulinarika, raznolikost kulinarike, sever, jug? To je sve odvisno od konca, kje ste in kako ste. Recimo, tam je mediteranski del, tam se bolj koristi v ribe, masline, kakšne žitarice in to. Severni konc je pa čisto drugačen. Koristi se dosta mesa, krtolasto povrće, žitarice, slatkovodna riba, šumski plodovi. Pa je severni konc. Kaj pa zdaj, ko smo kulinariko nekako predelala, mi imamo tukaj glavno jed pa sladico delava, meza je lahko uporaba kot neko predjed. Tako. Kaj pa recimo, ko se zberete pri kosilu, je juha obvezen del obroka, solate, kako solate pri vas izgledajo? Pri nama ni obvezna juha. Ni kakšen standard, da mora biti juha. Salata je obvezna, je zelena, paradajz, mešana, šopska. Salate su razne, ob mesu mora biti. Kosilo je glavna jed u Črnoj Gori in pri kosilu su obvezni vsi da se usedeju i vsi za mizu jeju. Ni izuzetko je pa obvezno. Za zajtrak ni obvezno. Za zajtrak normalno mi smo spali dlje kot otroci, stari su stali prej. Za kosilo je, kaj se ne more zdaj točno povedati, je ura 2, 3, ampak je bilo obvezno za vsi smo šli. Ampak je fajn, da se pri kosilu potem zbere cela družina, da je nek družinski dogodek kosila. Tako, to je obvezno. Solata. Ja. Kako vi jeste solato? Imate solato skupaj z obrokom, jeste prej, jeste kasneje? Ne, skupaj z obrokom. Se je noč prej, ne pozneje, to se vse da na mizu, kar je za pojesti in gotovo. Ne. Črnogorci obično jemo veliko kruha, to je nekako, kot za mene tu isto v Sloveniji je nekako, bi rekel, da je osnovna jed, bez kruha ne morem. Ni nič, ne moram. Tako pa danes tole pa ješ. Pa jem, tako ne, nekako. Boš ti šel kar preveriti, zdaj še, mislim, da pa Španija bo počas gotova. Prej si rekel, da lahko preveriš tudi z zobotrebcem. Ali pa kar z iglo. Ali pa z iglo, ne. Dajmo, kako to izgleda, ne. To se pravi, da je pečena, ne. Je pečena? Ja, včasih v Črni Gori ni bilo zobotrebcev, pa gospe su pletle ročno, ne, pa su z iglo probale in to je sistem, da je pečena. Se pravi, če ne ostaje nič gor, pomeni pečena je. Tako. Super, tole bo videla zelo kaj ohladila in potem zvrnila. Se zvrne, se nareže in to je čisto umetnost. In to je se kot sladičko? Kot sladico po kosilu, če kaj ostane, se poje zvečer.
mislim, da 2 dni ni več, se razpada pol in tako. Drugače to traja en dan, ne pripravlja se nekaj ogromno. Kukar lepa zgleda, mislim, da tudi do večera ne bo zdržala. bo hitro šla. Evo, to je to. V redu, si preveril tudi... Zdaj bomo pogledali, kakšno je meso, ne? Treba meso kaj vmes zalivati s tekočino. Izpod sača se meso sploh ne obrača. Se ne obrača, se ga kar pusti. Se kar pusti in se speče. To so nekako naše stare mame znale, kdaj je pečeno. Ne? Niso imali ure, niso imali noči in to je to. Tako da... Mu še manjka, ne? Ja, bomo še pekli. Kar noter z njim. Ja, bomo še pekli. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Zoran, jaz tole pa ti Španijo tako težko gledam, tukaj jaz bi jo kar razrezal, lahko vam dava zreževa. Jaz bi pa tebe zelo vmes vprašal, imate Črnogorci zelo močno influenco Turkov pri sladicah. Tako, zelo veliki vpliv je turcizma ostal, ne, in ostale so tako nazivi sladic in vsega. Obstaja še ena sladica, ki je malo bolj zakomplicirana za narediti, ali če bo kakšna prilika, je bova še naredila. Se imenuje gurabija. Reč ostaja iz davnih dnev še od turcizma. Zelo okusna jed, sladka, pripravlja se zelo enostavno. Eno šalčko olja, eno šalčko cukra, moka in pecilni prašek. Kiselo mleko in to je to, nič drugega. In rabimo mogoče 10 kocki cukra. To se vse skupaj zmeša, dokler se ne dobi ena trda masa. Ko se dobi trda masa, se naredijo krogeci velikosti kot manjši krožnik. V sredino se da kocka cukra, se da v ponvu in se da peči. 15-20 minut se peče in gurabija je fertik. Sladkor, si rekel, kocka sladkorja, da date not. Zakaj to naredite? Zaradi zunanjega izgleda. Cukor je zelo sladak, neki cukra se raztopi not in ostane v gurabiji. Kot otrok sem najraj pojedel kocku, potem pa gurabijo. Jaz bom tole kar razrezal zdaj. Tako, bomo pa probali patišpanju. Zdaj, ta patišpanja je resnično čist najbolj osnovna. Tako. Pa vem, da delate tudi drugačne, ne? Ste jih včasih s suhim sadjem nadelali. Ja, tako. Včasih ni bilo cajta. Kuhinje niso bile toliko, so bile bolj primarne. Koliko je lepa. A je ta prava? Ta prava, sigurno, garantiram. Super. Kot otroci smo jeli z mlekom, včasih kot za zajtrak. A jih lahko kaj posujeva s sladkorjem? Ste kaj posuli s sladkorjem, jih niste? Ne. Ne? A samo pri tej sladici ste pozabili na sladkor? Tako. Ker dosti je sladkorja not. Mislim, da je dosti sladkorja not. To je pa tudi res, ja. Zoran, zdaj pa še eno vprašanje zate. Slovenija gosti Evropsko prvenstvo v basketu, Eurobasket. Tako. Boš kaj mi povedal tvoje reprezentance? Pa mi smo najmanjša udeleženka, prvič učestvujemo na Evropskem prvenstvu. Ko i vsake druge učesnice Evropskega prvenstva želimo doseći sam vrh. Želio bi da u finalu igramo protiv Slovenije. Savez crnogorskih društava će obezbediti karte za navijanje. Moram povedati da Crna Gora igra u Jesenicama. U grupi imamo Makedoniju, Srbiju, Latviju, Litviju i nosilca grupe Bosnu. Imate kar težko skupino? Težka skupina je, ampak neki sam gledao da še druge skupine nisu nič lažje, da je to prav nekako užitak gledat te tekme in dva velika bivša košarkaša bivše države su povedali da Crna Gora će ove godine biti tajni favorit. Mi se nadamo i svim srcem ćemo navijati za Crnu Goru, posebno i za Sloveniju. Da. Ja, lej, hodil sem ti povedati, tudi če boš navijal za Črno Goro ali za Slovenijo, za vas je ostala samo še srebrna pa bronasta medalja. Noč hudga. Naša je zlata. Ena je naša, pa ni važno kjera. Lepo, sam da se svet okoli vrtu. Tako. Iako je srebrna, sijaće zlato. Aha, okej. Zato što je prva.
Kakšne lepe vonjave nosiš s sabo. Evo ga, zelo lep je. Pečeno je v redu, ne? Evo. Tole gledam. Spomnil sem se, da imate še eno zelo zastopano jed v tvojem delu Črne Gore. Raštan si rekel. Tako, raštan se imenuje, to je kuhana jed iz zelenjave. Raštan je podoban kelju. Uporabljajo se samo listi. Stablika je zelo trda. List se mora očistiti od trdih delcev in se da kuhati not v vodu. Ko se skuha, se vzame van, neko jih natrga rukama, liste neko nareže na trakece. Istočasno v drugo posodo date rebra narezana, pa klobase, slanino. Brez mesa ne gre? Ne gre, mora biti. Raštan se da v meso, v to posodo, ki se kuha. Narežu se še 2 glave luka, navadne čebule, 3-4 kose česna, 2 korenčka in na koncu se da 5-6 krompirjev narezanih ne na sitne kose, malo debelejše kose. Date not kuhate, ko se krompir razpade, jed je kuhana. Krompir da eno gustotu jelu, eni radi zapržijo jelo, pa dajo žlico masti posebno v posodo, da se masi stopi, dajo žlico paprike in žlico moke in to izmešajo. In potem dobijo rdečo barvo. Tako, dobijo rdečo barvo in še eno boljo gustotu. Jed je značilna zato, što je zelo kalorična, not je ogromno vitamina B, ima dosta kalcijuma, raste na pobočju šuma, gdje nazaj leta in leta ga ni bilo v vrtu, raste na pobočju šuma, tamo gdje su tereni nepristupačni, gdje su naše prababe i babice nabirale listje i prinesle su doma in to je to. In to je to, sva umetnost. Vse sem povedal, pri nama su jela preprosta, enostavna, nič komplicirana, tako da. Bova midva tole kar servirala? Može. In to je to? To je to. Tipično črnogorsko kosilo? Tipično crnogorsko kosilo, normalno. Da rečem da ne pride kaj sira, not, belega i to. To je prava črnogorska tipična jed. Zoran, hvala ti, ker si bil moj gost v oddaji. Zvedel sem veliko stvari o Črni Gori, lepo si povedal o svojih avtohtonih jedeh. Jaz bi te prosil samo še, če poveš v črnogorskem jeziku, kaj smo sploh naredili danes. Danas smo napravili svinjsko meso ispod sača i patišpanju. Kako vi pri vas recimo začnete obed? Kako povabite kosilo? Normalno, najstarija osoba u kući kaže ručak je, ko se svi usedemo, nareže meso i kaže prijatno. In to je to? Tako. Torej, dragi gledalci, prijatno. Prijatno. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše.